Cenjene gledalke in gledalci, pozdravljeni v oddaji Studio Plus. Danes gostim novinarko, evropsko poslanko, podpredsednico Socialnih demokratov, podpredsednico skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu in članico več odborov in delegacij. Gospa magistrica Tanja Fajon, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Prekmurju. Hvala lepa in hvala za povabilo. Hvala tudi vam. Pričniva s prijetno temo. V Bosni in Hercegovini so vas leta 2009 razglasili za osebnost leta. To je velika čast, mar ne? Ja, in tudi lep spomin, to je še iz mojega prvega mandata, bi rekla kar začetka moje politične poti in kariere, ko sem bila v Evropskem parlamentu poročevalka za odpravo vizumov za državljane vseh 5 držav Zahodnega Balkana. Prvo leto je uspelo, da smo s pomočjo, seveda, to je bila več dolgoletna akcija, ampak na koncu je poročilo v parlamentu pripadlo meni. Uspeli smo najprej odpraviti vizume za Srbijo, Makedonijo in Črnogoro, leto pozneje za Bosno in Hercegovino in Albanijo. In zakaj takšno priznanje? Ni bilo eno, kar nekaj podobnih priznanj sem dobila. Za ljudi je to veliko pomenilo. To je bilo res nekaj tisto otipljivo, kar so začutili posebej mladi ljudje, ki imajo malo denarja. Mi se včasih težko Slovenci zavedamo, to je bila nekdaj skupna država, da so obstajale države z mejami, od koder ljudje niso mogli potovati. In da so mladi poznali Evropo bolj s televizije ali pa iz interneta, skoraj tako kot Ameriko, ne da bi tja res kdaj šli. Tako da se mi zdi, da je bil to en velik preboj za ljudi in tako so tudi sprejeli. To je bil skoraj da zgodovinski trenutek. Ste poliglotka. Koliko jezikov govorite in morda vam izraditi vaše večjezičnosti v karieri bilo kaj lažje? Zdaj težko rečem, da sem ravno poliglotka, jeziki pa, ko si prisiljen, da delaš v mednarodnem okolju, prisiljen, je to tvoja izbira, kakorkoli, moraš znati tuje jezike. In danes nekako lahko se normalno sporazumevam v angleščini, nemščini, francoščini. Učila sem se španščino, seveda jezike te naše regije, hrvaščino. Ko si v Bruslju, je tudi tako, da praktično zgubiš predsodke. Tudi če jezika ne govoriš najbolj dobro, je fino, da se potrudiš, ljudje menjavamo besede, ko nekatere v enem jeziku ne najdemo, pa je v drugem. Tudi v delu v parlamentu je to zelo velika vrednost, ker veliko stvari se dogaja ravno na parlamentarnih hodnikih, ko je dobro, da se znaš s kolegi iz drugih držav sporazumeti in nekateri imajo pri tem kar težave. Recimo, Slovenci smo razmeroma dobri, ker smo z majhne države, ampak kakšni kolegi iz Poljske, Madžarske, Italije, Francije, se na hodnikih že težko sporazumemajo in potem teže sklepajo kompromise. Če malo spregovoriva o vaši poklicni in izobraževalni poti, ste diplomirana novinarka, magistrica znanosti iz mednarodne politike. Magisterij ste opravljali seveda v Parizu in zanima me, kako to, da ste iz novinarskega poklica nekako zapluli v politične vode. Zdaj lahko rečem za sebe, da sem mogoče po naravi precej radovedna in da se danes skoraj lažje ali rajši učim kot takrat, ko sem bila študentka, ker delam še nov magisterij z področja poslovnih odnosov, menedžerstva, ekonomije v Sloveniji na poslovni šoli. Bolj zato, ker nikoli ne vem, kam me bo v resnici zanesla pot, pa da imam še več te širine, ki se mi zdi, da je danes potrebna. Ampak iz novinarstva me je pot zanesla v politiko bolj na povabilo drugih. Ko sem skoraj 8 let opravljala dopisništvo v Bruslju za nacionalno radio-televizijo, sem se praktično že skoraj 15 let ukvarjala z evropsko politiko. In takrat so me ljudje nekako spoznali kot nekoga, ki se spozna na evropske institucije in me tako tudi povabili v politiko. Danes, če pogledam, mi zato ni žal, ker lahko to, v kar sem investirala znanje, nadgrajujem s temi, da te politike tudi sooblikujem. Na kongresu stranke Socialnih demokratov so vas izvolili za podpredsednico. Kakšno funkcijo in pa kakšno odgovornost ste prevzeli s tem? Veliko. Danes biti političarka v Sloveniji ni ravno lahko.
Odgovornost je izjemna, posebej zato, ker situacija ni lahka za mnogo ljudi. Po drugi strani je pa tudi poklic politika izgubil veliko kredibilnosti. Ko so me izvolili za podpredsednico, je bilo to zame v veliki meri priznanje. Na eni strani za delo, ki sem ga opravljala, glede na to, da nisem članica toliko let, da sem v evropsko politiko in v slovensko politiko s kandidiranjem na volitvah leta 2009 vstopila praktično kot novinka, kot povabljena. Ampak danes skušam čim bolj po najboljših močeh reči, delati za vse ljudi. Jaz kot evropska poslanka sem izvoljena s strani vse Slovenije. Tako da seveda sledim svojemu prepričanju preko moje stranke Socialnih demokratov, preko moje evropske politične družine socialistov in demokratov. Vidim, kje so razlike, razumem in si želim narediti preprosto življenje ljudi v Sloveniji in v Evropi, v kateri delujem in živim, varno in pa dostojno. Mir danes se nam mogoče včasih zdi precej samoumeven, pa tudi približno ni, tudi Evropa je ranljiva in morda enkrat bo ranljiva. Ljudje smo pa danes nasploh v situaciji, če pogledamo v Sloveniji, ko se včasih kar preveč vrtimo v začaranem krogu, veliko je delitev, glede na preteklost, pa sem jaz tista generacija, ko bi želela bolj zreti v prihodnost. In veliko se mi zdi, smo sami sebi naredili škode, tudi v Sloveniji, namesto da bi poskusili delati skupaj, imeti malce več čistega posluha drug za drugega in razmišljati, kaj je dobro za Slovenijo čez 10, 20 ali pa več let. Kot evropska poslanka zastopate interese Republike Slovenije in njenih državljanov v Evropskem parlamentu. Kakšen položaj in ugled uživa naša država? Slovenija uživa še vedno kar lep ugled. Mi smo majhna država, imamo, jaz bi rekla, kvaliteto življenja, ki jo nam marsikdo zavida. Se mi zdi, da Slovenci hitro pozabimo, če pogledamo okoli sebe, še vedno večina gre iz službe enkrat popoldne, pa se ne vozi 2 ali 3 ure v prometu, da pride do stanovanja, pa ima zeleno okoli sebe. V bistvu imamo precej lepo, če pogledam na naravne danosti življenje. Slovenija je bila tudi pred leti, ko je vstopala v Evropsko unijo s svojo samostojnostjo, z vsem razcvetom, ki se je zgodil v naši državi, izjemno dobra zgodba, zgodba o uspehu. Vstopili smo prvi v evro, v šengensko območje. Med 10 državami vzhodne in srednje Evrope, ki je takrat vstopala v Evropsko unijo leta 2004, smo bili dejansko videni kot najboljša država. Malce se je to spremenilo. Marsikdo danes na hodniku instituciji vpraša, kaj se dogaja v Sloveniji, kriza, korupcija, privatizacija, problemi, ki niso bili poznani tujini, ampak še vedno ne v taki meri, ker, kot pravim, smo majhna država in smo kot taki, tudi če imamo velike probleme, ki so za nas veliki, so za druge majhni in smo tako neproblematični. V parlamentu vas je evropskem seveda kar nekaj slovenskih poslancev. Kako sodelujete? Je tudi pri vas ta, kot pri nas, folklora že, da se delite in vlečete vsak svojo smer ali pač ne? Jaz svoje kolege in kolegice v parlamentu zelo spoštujem in cenim, vsak dobro dela, dobro se razumemo. Jaz mislim, da se tudi v našem parlamentu, ko niso pred kamerami, mogoče boljše razumejo, kot ljudje mislijo. Smo ravno zdaj izpeljali eno zelo uspešno akcijo, vseh nas 8 poslancev sedimo v 3 političnih skupinah, da smo skupaj gostili 110 slovenskih čebelarjev in promovirali Slovenijo skozi med, skozi medeni zajtrk in pa z akcijo, da bi radi uvedli Svetovni dan čebel 20. maja. To je bila zelo uspešna akcija, tudi slovenski čebelarji so bili izjemno veseli. In takih akcij, jaz mislim, da eno na leto uspemo skupaj izpeljati, kjer promoviramo našo državo. Kultura dialoga nasploh je pa v Evropskem parlamentu, bi rekla, na drugačnem nivoju. Manj je tistega direktnega spopadanja med kolegi iz istih držav, ker se ukvarjamo s širšimi politikami. Seveda pa imamo, kar pa je novost v tem parlamentu, veliko več
poslancev, ki prihajajo ali skrajno desne ali skrajno leve, ki so jih naplavile v institucijo evropske volitve po krizi, ki pa dejansko širijo nek sovražni govor, neko, bi rekla, nevarno retoriko, ali je to proti tujcem ali proti priseljencem ali proti predstavnikom manjšin, kjer gre pa bolj za tisto populistično retoriko. Tega je v parlamentu več, ampak mi med sabo Slovenci se mi zdi, da znamo stopiti skupaj, posebej, ko gre za slovenski interes. Delujete vsekakor na več področjih, med drugim tudi v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. V pripravi je bojda paket pametnih meja. Kaj v bistvu ta paket zakonov prinaša oziroma kaj je komisijo spodbudilo k pripravi tega paketa? No, če mogoče postavim v malce širši kontekst, Evropa se močno spreminja. Mi smo se izjemno veliko ukvarjali z gospodarsko krizo, ki je povzročila tudi neko hudo socialno in moralno krizo v Evropi. Kar je zdaj tudi novo ali nov fenomen, je nevarnost pred terorizmom. To čuti bolje zahodni del Evrope, ko so se zgodili napadi v Parizu ali na Danskem. In še več, na eni strani gre za Evropejce, ljudi z evropskim potnim listom, ki odhajajo v neko radikalno smer, v nek ekstremizem ali tudi na urjenje v islamsko državo. In ta strah pred terorizmom postaja vedno bolj prisoten. Zdaj omenili ste pametne meje. Zakaj pravim ta širši kontekst? Evropa danes sprejema nove ukrepe v borbi proti terorizmu. Ravno v tem strahu pred ekstremizmi. In eden od ukrepov je danes uvedba skupnega sistema zbiranja podatkov o letalskih potnikih na letih, ki prihajajo iz tujine v Evropo. Drugi ukrep, s katerim se ukvarjam, z obema se namreč ukvarjam, je pa uvedba pametnih meja. To je pa lahko zelo velika nevarnost, da bo zelo spremenilo podobo Evrope. Gre namreč za to, da bi na mejah ne samo poostrili nadzor, ampak dejansko kontrolirali vsakega posameznika, ki vstopa v Evropo. V osnovi je bila ideja, da pospešimo postopke, da ni dolgega čakanja na mejah. Zdaj se to spreminja v nek hud nadzor nad posameznikom. Zbiranjem vseh osebnih podatkov na posebnih dokumentih, vnašanjem v skupni sistem, do katerega bi imela dostop tudi policija in pravosodni organi. Če poenostavim, pri obeh zakonodajah dejansko se vprašaš, koliko sta sorazmerni z denarjem, ki ga bomo vložili, z učinkovitostjo, koliko teroristov bomo zato ostavili na naših mejah ali na naših letalih in koliko lahko raje izkoristimo že sisteme, ki jih imamo, koliko bomo si dopustili Evropejci, da z vsemi temi ukrepi posegamo tudi v našo zasebnost. To se meni zdi ključno vprašanje, ali bomo mi kot potniki na letalih ali na mejah že samo zato, da potujemo ali vstopamo v neko drugo državo, postali potencialni osumljenci. To je nevarnost. Danes evropske vlade zelo vrtoglavo drvijo v smer sprejemanja hudih varnostnih ukrepov. Ne vem pa, če bo to sorazmerno s tem, koliko teroristov bomo zato ostavili. Še posebej zavedajoč se, da to, kar se je zgodilo v Franciji ali na Danskem, so bili skrajneži, ki so odraščali, bili rojeni in vzgajani pri nas na evropskih tleh. Ja, preveč ljudi, nezakonitih migrantov, izgubi življenje v Sredozemskem morju. Kako se na to odziva Evropska skupnost? To je povezano z ravno tem vzpostavljanjem pametnih meja. Ali bomo Evropo zgradili v neko trdnjavo? Jaz si ne bi želela, da bi na eni strani čez 20 let ali več živeli v Evropi, v kateri nas bo strah. Na vsak način je varnost na prvem mestu. Ampak ko gre pa za te tragične zgodbe priseljencev, ravno te dni smo slišali novo, da se je v Sredozemlju izgubilo 400 ljudi. To si včasih težko predstavljati. To gre dejansko za ljudi, ki bežijo iz nasilja in vojn, ki so prisiljeni v to. Dejansko čez Sredozemlje potujejo v gumijastih čolnih ali, kar se celo dogaja zdaj, da jih dajo na čolne brez posadke, da se dejansko izgubijo v morju, na drugi strani evropska stran ne pomaga, da bi jih rešila iz morja. In
v več razpravah smo opozarjali, vsaj s kolegi, ki se ukvarjamo s problemom priseljencev, da Sredozemlje ne sme postati pokopališče. To pomeni, da se moramo dejansko vse evropske države zavedati, breme je skupno, ni to samo breme Italije, ki ima zunanjo mejo, ali Grčije, ali Malte, kamor bežijo danes ti ljudje. Ni rešitev gradnja visokih zidov in meja na meji ali s Turčijo ali naprej. Prvi korak je, da se ljudem pomaga, ker gre za dostojanstvo do človeka, solidarnost. Drugi pa je, da se na dolgi rok državam pomaga, da se vzpostavi mir in stabilnost, da ljudje nimajo vzroka, da bežijo. In migracije zaznamujejo Evropo, bodo jo zaznamovali, ampak jaz vsakič rečem, migracije lahko, dokler so zakonite, obvladujemo. V preteklosti smo imeli že zelo veliko število priseljencev v Evropi, pa smo ga znali obvladati in nikoli ne vemo, kaj se bo enkrat zgodilo. Tudi nam, Evropejcem, tudi v preteklosti smo že mi iskali pomoč kje drugje. Res je. Če greva malo še na novinarske vode, v javnosti odmeva primer Delove novinarke Anoške Delić. Na sodišču se je znašel tudi novinar Karba. Kot novinarko in evropsko poslanko vas ta primera vsekakor zadevata. Kakšno je vaše stališče glede svobode medijev in kazenskega pregona novinarjev? Zelo odločno bom rekla, novinarji potrebujejo povsem varno in svobodno, neodvisno okolje za delo. Novinarstvo je poklic, ki ima zelo velik pomen. Glede na to, da je to nek nadzornik institucij, kaj se dogaja v družbi, tudi po drugi strani morajo biti novinarji kredibilni in profesionalni, kar pomeni, da preverjajo informacije, da ne širijo nekega populizma, ampak da delajo profesionalno in strokovno. Ko gre za razkrivanje virov ali za neke postopke, nikakor ne smemo imeti okolja, ki bi izvajal politični ali gospodarski pritisk ali neko samocenzuro, zato ker bi se novinarji bali sami, kako morajo početi, da ne bi izgubili službe. Medijska narava se je močno spremenila že s prihodom interneta, s prihodom online medijev. Izzivi pred novinarstvom so veliki, tudi ekonomski. Pri nas v Sloveniji je pomembna predvsem večja transparentnost lastništva nad mediji. In vse to primeri, ko so novinarji v nekih sodnih procesih, mene skrbijo, ker ne vem, koliko so upravičeni. Tudi pri nas v preteklosti nismo imeli dobrih izkušenj s pritiski na novinarstvo in tudi nismo bili najbolje ocenjeni. Razmere so se nekoliko spremenile, ampak še vedno je izjemno veliko negotovosti, na kar novinarji upravičeno opozarjajo, in moramo biti osveščeni, da je svoboda medijev tista temeljna pravica, za katero se moramo boriti tako v Sloveniji kot v drugih delih Evrope. Novinarstvo, na žalost, pa na eni strani ne le, da izgublja kvaliteto, tudi profesionalnost ravno v krču zaradi vseh pritiskov. Verjamete potem takem v neodvisno slovensko sodstvo? Želela bi si verjeti v neodvisno sodstvo. Težko sodim, marsikaj je mogoče slišati, marsikdaj bi se želela, da bi se kakšne stvari veliko hitreje odvile, da ne bi imela občutka, kdo sodi na katero stran. Sodstvo mora biti neodvisno, tako tudi tožilstvo. V Sloveniji smo pa prevečkrat državljanke in državljani dobili občutek, da smo leta poslušali zgodbe o tajkunih, o ljudeh, ki so nepravilno obračali denar in podobno. Nikoli pa nismo imeli občutka, da kakšno od teh velikih zgodb medijskih pripelje tudi do epiloga. Zdaj se mi zdi, da stvari se počasi obračajo in da gremo, da je bilo kar nekaj dobrega tudi storjenega pri nas. Ukvarjate se tudi s položajem invalidov v družbi. Invalidi se še vedno srečujejo z veliko nerešenih težav. Kako jim pomagati, kako jim omogočiti enakopravno in enakovredno integracijo v vse plasti družbenega življenja? Tu gre verjetno vaše vprašanje v povezavi s konkretnim primerom, ki sem ga imela nedolgo nazaj v Evropskem parlamentu.
Sprožila sem razpravo, ki je bila uvrščena na plenarno zasedanje o zaposlovanju invalidov, ljudmi s posebnimi potrebami v evropskih institucijah, kar je zanimivo. Veliko držav ima recimo uvedene kvote in kar je tisto mogoče nujno vodilo, da ljudje sploh pridejo do služb, medtem ko v institucijah to pravilo ne velja. Dobila sem pa pismo posameznika, ki je imel ravno pri zaposlovanju kot invalid težave v naši instituciji. In se mi zdi, da dokler sami pri sebi ne razčistimo in počistimo teh zadev in smo zgled pri postavljanju politik tudi drugim, ne bomo uspeli. Razprava je bila zelo, zelo dobra. Posebej imam dobro izkušnjo, ker me je sama komisarka, ki je zadolžena za področje zaposlovanja, Georgijeva, poklicala v kabinet in prosila za sodelovanje tudi glede konkretnega primera. In veliko smo se pogovarjali o tem, kako izboljšati možnosti, ne samo skozi kvote, ki morda vsem ne zvenijo najbolj primerno, zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami. Zelo veliko je takih invalidov v naši družbi. Res je. Kaj pa romska skupnost? Tudi Romi se še vedno, ne le pri nas, tudi v evropski skupnosti soočajo s številnimi težavami. Ja, to glede na to, da se ukvarjam z človekovimi pravicami, z vrsto ranljivimi skupinami, je romska skupnost gotovo ena tista največja evropska narodnostna manjšina. So ljudje, ki bi lahko naredili eno ogromno, največjih verjetno svojih evropskih držav, pa dejansko danes še vedno živijo v precej diskriminiranem položaju, tudi v Sloveniji. In zdaj smo praznovali Mednarodni dan Romov. Mi imamo v moji politični skupini socialistov in demokratov 2 Roma poslanca, ki sta izjemno aktivna in smo z njima dejansko uspeli organizirati nekaj res takih lepih dogodkov. Slišan je bil glas romske skupnosti tudi v naših institucijah. Veliko se mi zdi, smo kot politična skupina naredili za vključenost Romov v našo družbo, ker tu gre dejansko za to, da se moramo mi z njimi pogovarjati. Ne pogovarjati mi sami, kaj bomo naredili za njih, ampak mi skupaj z njimi, če želimo priti do kakršnih koli rešitev, ki bodo na koncu, včasih se sama pri sebi vprašam, kaj bi bilo, če bi se rodila kot Romkinja, si potem že v štartu zaznamovan, da bo tvoja pot drugačna ali slabša. Res je. Če pogledava malo na Balkan, ste, če se ne motim, članica delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino in Kosovom. Predvsem Kosovo, ta mlada država, se bori z zelo hudo situacijo znotraj svojih meja. Kako lahko Evropska skupnost pripomore oziroma pomaga Bosni in Hercegovini, pa seveda tudi Kosovo? Zdaj, Slovenija je bila del naše bivše Jugoslavije, to so narodi in države, kjer je še vedno veliko problemov, če pogledamo, in to je direktno naša soseščina. Jaz se zelo veliko ukvarjam z mladimi ljudmi, s predstavniki civilne družbe na celotnem Zahodnem Balkanu, ker se mi zdi, da to je del Evrope, vedno je bil in vedno bo del Evrope. Kosovo je danes, ker ste ga že omenili, najmlajša država, niso jo priznale vse evropske države. Za zanimivost, menda je starostna povprečna doba ljudi na Kosovu okoli 30 let in dejansko je najvišja brezposelnost. Revščina je precejšnja, hkrati na drugi strani je velika korupcija, organizirani kriminal. Večina ljudi se je dejansko izselila, majhen del prebivalstva je na Kosovo in se mi zdi, dokler imamo te takšne oaze, tudi Bosna in Hercegovina zase je svoj problem z različnimi etničnimi skupinami in bridkimi spomini na zgodovinsko preteklost. Dokler ne bomo tem državam odprli pot v Evropo, kar pomeni, da same zase delajo tiste reforme, ki so nujne v borbi proti korupciji, proti kriminalu, za nek gospodarski napredek, za delovna mesta, da sprejemajo neka normalna pravila delovanja demokratičnega in institucij, potem ne bomo nikoli imeli zagotovljene stabilnosti v tem delu Evrope. Tudi ko se pogovarjamo o širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan, včasih pravijo nekatere države iz Zahoda, to je predrago, izkušnje so slabe. Ampak na dolgi rok se mi zdi, da
drugega potrebujemo. Evropa je danes pred hudimi izzivi, če pogledamo svet globalizacije. Okoli nas so velike celine, ki nas prehitevajo po levi in desni v gospodarskem smislu, in se mi zdi, da izzivi danes so popolnoma drugačni kot pred desetletji in bo Evropa lahko le skupaj močna, ne kot ena majhna država ali Slovenija ali Nemčija na drugi strani, se mi zdi, da ne bo mogla preživeti. Ja, če smo že govorili o korupciji, vemo, da to prežema tudi slovensko družbo. Kako kot poslanka menite, da bi lahko svetovali našim, vašim kolegom, tako recimo, da se najostreje postavijo proti temu kriminalu? Korupcija je en zanimiv fenomen, če začnem tako. Zakaj tako pravim? O korupciji jo je težko odkriti, ker ste udeleženi obe strani, tako tisti, ki prejema koruptivna dejanja in ima od tega korist, kot tisti, ki daje, ki ima tudi od tega korist. Zato se je težko boriti proti korupciji in če povem, pa ne samo korupciji, tudi davčne utaje, davčne nepravilnosti, kar se nam v Evropi dogaja. Mi kot Evropejci izgubljamo izjemno veliko denarja na račun in korupcije in davčnih utaj. In to ni samo nacionalni problem, to je evropski ali pa svetovni problem, če tako rečem. Meje so tu postale nevidne, zato se moramo boriti skupaj s tem, govoriti. Zavest je danes že dejstvo, da se v Sloveniji pogovarjamo o korupciji, da se zavedamo, da obstaja korupcija, je korak naprej, tudi v naših glavah. Vsak pri sebi se lahko na koncu vpraša kot posameznik, ali sem naklonjen temu, ali bom prejel račun ali ne, kaj bom plačal za kakšno storitev, to je tisto majhno. Problem je seveda velika korupcija, ampak mislim, da tudi v Sloveniji se tu zakonodaja popravlja in tudi te uvedbe ali davčnih blagajn ali borba proti korupciji so koraki, ki jih bomo morali narediti, če želijo tisti ljudje, ki mogoče imajo danes največ škode na račun tega, ki nimajo veliko denarja, da bodo lahko normalno živeli. Govorili smo že o precej težkih temah, poglejmo še v temačno zgodovino človeštva. Papež je razburil predstavnike turških oblasti z izjavo o genocidu v Armeniji. V Evropskem parlamentu je Bojda v pripravi predlog o skupni resoluciji ob 100. obletnici armenskega genocida. Kakšno stališče zavzema Evropa? Jaz sem med podpisniki te resolucije v Evropskem parlamentu. Mi ne moramo si zapirati ali zatiskati oči pred zgodovinskimi dejstvi, kot so genocid ali holokavst, ko je šlo za množične poboje. Tudi ne smemo dovoliti nikakršnega pretvarjanja zgodovine stranjenih ali drugih politikov. Ravno te dni smo imeli razpravo, ko smo sprejemali resolucijo o Romih, o tem, ali zapisati v dokument, da je šlo za holokavst. In moram reči, da je bila razprava precej vroča, ker holokavst gre dejansko po prepričanju, bi rekla, posebej Nemcev ali pa tudi nekaterih zgodovinarjev le nad Judi. Medtem ko po jeziku Združenih narodov je holokavst kakršenkoli poboj katerekoli narodnostno manjšine. In v tem primeru bi to bili tudi Romi, enako so vsi trpeli, enako je šlo za velike poboje. Tako da tu lahko samo rečem, za zgodovino se morajo ukvarjati zgodovinarji, dejstva morajo biti razkrita in poznana, nikakor pa ne smejo biti zlorabljena v politične namene. Se strinjam. Če še proti koncu najinega pogovora pogledamo malo vedrejše teme, ob vseh službenih obveznostih ostajate v stiku z ljudmi. Preko spleta vam lahko zastavijo razna vprašanja, pišejo o svojih težavah. Je teh pisem veliko? Naprimer, če poveste kakšno... Vedno več in včasih so ta pisma vedno bolj temačna. Moja poslanska pisarna deluje tudi v Ljubljani, kjer imam zaposleni 2 dekleti, in kot ste rekli, mi dejansko v pisarno dnevno dobivamo veliko različnih ali pobud, ali vprašanj, ali skrbi, ali komentarjev naših državljank in državljanov. Kar je meni v posebno veselje, da ljudje sodelujejo,
in se tudi trudim poslušati, narediti, kar je v moji pristojnosti in odgovoriti. Je pa med temi pismi veliko tudi takih, kjer kot evropska poslanka dejansko ne morem veliko narediti, gre pa predvsem za stiske ljudi. In če omenim, pravim, da je teh pisem veliko, so me kakšna tudi precej prizadela, ko so ljudje opisali hude življenjske stiske, izgube delovnih mest, tik pred samomorom. Dvakrat sem se do zdaj v zadnjem času odločila, da sem na takšna naslova se odpravila in pozvonila in se z ljudmi pogovorila. Že to včasih nekaj pomeni. Se pa zgodi tudi takšna stvar, kjer se nasmehneš, pa si pomisliš, v redu, tu res ne morem pomagati. Pismo državljana, ki me je prosil, če mu kupim kravo, da bo imel za preživetje. Pa bom rekla, da sem celo preverila, kakšna bi bila cena, ampak mi nimamo teh mehanizmov in denarja, da bi lahko reševali dnevne stiske ljudi, kot ne, ko dobiš v poštnem nabiralniku recimo zdravniške izvide in te skoraj da prosijo za novo analizo, če bi lahko mogoče drugače presodil zdravstveno stanje. Ljudje so v stiskah, ljudje se želijo pogovarjati in potem, ko nekje vidijo, da ne uspejo, se pač obrnejo na pomoč. In če nič drugega, se potrudim, da zavrtim telefon, pa se vsaj pogovorim. Ob koncu najinega pogovora še kot Slovenka in evropska poslanka morda sporočilo gledalkam in gledalcem? Ja, teh sporočil bi verjetno bilo več, lahko pa zaključim, ker sem v Murski Soboti pred dnevi gostovala na ekonomski srednji šoli, tema pa je bila Evropsko razvojno leto. Naš svet, naše dostojanstvo, v kakšnem svetu si želimo živeti. To je tudi res tema letos v Evropski uniji, da želimo izkoreniniti revščino, da želimo zagotoviti dostojanstvo vseh ljudi. In to je tudi moje sporočilo, dostojanstvo. Da se spoštujemo drug drugega, da nismo tisti, ki bi bili nevoščljivi ali skušali na vsak način škodovati nekomu zraven, da smo solidarni med sabo, kar Slovenci znamo biti, in da dejansko se mi zdi v Sloveniji vsak med nami, ne samo politika, nosi delček odgovornosti za to, v kakšni državi bomo živeli in ne nazadnje, v kakšni Evropi in v kakšnem svetu. In mogoče sem idealistka, ampak želim si, da nam bo v tej državi lepo, da tudi če odhajamo ven, se bomo vedno radi vrnili. Gospa Tanja, najlepša hvala za res prijeten pogovor. Hvala tudi vam. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa želim prijeten pomladni pozdrav do naslednjič. Nasvidenje.